Dobro jutro, malo številnim, ki ste se mi pridružili na to sredino jutro, ovito snegom po verjetno večini države. Ura je 15 do 9 in mislim, da se mi noben od drugih mojih sopodcasterjev ne bo pridružil danes, mogoče Matej, ki ima čas sicer samo do 15 čez 9, mogoče ja, mogoče ne, ampak to bo ena takšna precej kratka analiza in še nekaj mojega mnenja o Aitonu in Oklahomi. Če bo kdo želel kaj povedati, vabim, da se pridruži, ali pa kakšen komentar kakšen komentar na Twitterju, ki ga bom prebral. Drugače pa gremo samo na hitrico k tekmi. Lakersi so Pelicane zmagali z 111 proti 103. Luka pa LeBron sta bila spet glavni motor zmage. Klop je bila bolj švoh, 15 pik je dalo vse skupaj. Luka je igral spet 37 minut, LeBron 33. S takšno minutažo ne vem, kako bojo uspeli potem danes igrati proti Spursom. Imajo back-to-back, sicer imajo tudi Spursi back-to-back. Oboje odigrajo drugo tekmo v 2 dneh. Spursi so izgubili za zelo malo, zato ker še vedno nočejo igrati v Wembanyame več kot toliko minut, tako jim svetujejo tudi njihovi doktorji. Ampak če se čisto na kratko ozremo v tekmo, spet slab začetek in dober konec, kot bi rekli, za celo sezono dejansko Lakersov. V tem trenutku so 15-0, imajo 15-0 rezultat v clutch tekmah, to pomeni, da so odigrali 15 tekem, kjer se na koncu zadnjih 5 minutah lomi rezultat pri 5 pikah ali manj razlike. V zadnji četrtini so Lakersi uspeli dati 32 pik, Pelicani pa samo 17 in to je seveda na koncu prelomilo tekmo. Še posebej Trey Murphy, ki je dosegel preko 40 pik, ni našel več svojega meta za 3 v zadnji četrtini, metal je samo 1-5, tako da na koncu zmaga ostane pri Lakersih. In tudi če izgubijo potem proti Spursom, ker verjetno LeBron ne bo igral, bojo pač v teh 2 tekem vsaj eno odnesli, eno zmago. To je zdaj 3. zapored po 2 zmagah proti Memphisu. In moram reči, da po tistih slabih tekmah in tudi malce slabših igrah Lukata, čeprav statistično ni bil slab, ampak ni bil tudi precej učinkovit, predvsem ga zafrkavajo trojke, je to en takšen lep niz 3 zmag, ki daje vsaj upati, da bo tudi za naprej boljše, čeprav ta sezona, kot smo že večkrat rekli, je prihodna, ne pričakujemo dosti od nje. Ampak v tem trenutku še vedno, mislim, da so še vedno 3. na zahodu, kar je odličen uspeh, glede na vse poškodbe in kakšno ekipo imajo. So pa tudi izkoristili seveda poškodbe drugih, predvsem Denverja in malce slabše igre Houstona zadnje čase, tako da fajn je, da so v top 4 in upam, da bo tam tudi ostali do play-offa. Gremo zdaj na hitro, mislim, da na najbolj kontroverzno zadevo, in to je DeAndre Ayton. Vsi, ki poslušate ta naš podcast, veste, da jaz nisem preveč naklonjen njemu, oziroma bil sem označen predvsem za velikega njegovega hejterja. Jaz ga gledam že celo kariero, predvsem zato, ker je bil prvi pik v draftu, ker bi po mojem in mnenju večine mogel biti Luka prvi pik. In mogoče mu najbolj zamerim, da ne igra tako dobro, kot je njegov potencial, ampak dobro, ne moremo ga ocenjevati po potencialu, ampak predvsem po igri. In moram reči, da me je v zadnjih nekaj tekmah kar razočaral. Mislil sem, da se bodo te njegove, kako bi rekel, to njegovo kujanje začelo šele v play-offih, ampak nismo niti na polovici sezone in smo že tle, kjer nismo hoteli biti. Ayton je govoril o tem, da ne dobi dovolj žog. In bi odgovoril vsem tistim, ki pravijo, ja, saj ima, a ni to odličen center za 8 milijonov. Če ti zaslužiš 8 milijonov, ne moreš pričakovati, da boš dobil ne vem koliko žog. V današnji tekmi je dobil 16 metov in je imel en takšen niz slabih, ko bi rekel, slabih iger 1 na 1.
Zdaj, če je on v pravi poziciji, da zabije ali pa da po pick and rollu dobi žogo in je že v naletu in ga ne more ustaviti njegov igralec, potem po navadi da koš, če pa dobi žogo v 1-1 situaciji, torej bi rekel izolaciji, post-up, kot rečejo v Ameriki, je pa popolnoma neuporaben. Ne samo zato, ker nima praktično skoraj nobenega gibanja dobrega, kot so imeli igralci, kot so Shaquille, Hakim, Karim Abdul-Jabbar, če jih primerjamo samo z najboljšimi, kaj šele z malo slabšimi, ki so še vedno svetlobne leta pred Aytonom, kot recimo, ne vem, Kevin McHale in podobni. V 6 situacijah, ko je dobil žogo 1-1, torej ne, da je bil postavljen v pozicijo, ko lahko samo še zaključi, ampak dejansko dobil žogo in so pričakovali, da nekaj naredi z njo. V teh 6 situacijah je enkrat naredil korake, enkrat je zadel in 4-krat je zgrešil. Ima sicer 3 podaje, kar je kar dobro glede na njegovo siceršnje povprečje čez sezono in tudi povprečje čez celo njegovo kariero. Ampak poleg tega, da težko zadane preko človeka, ki ga brani, je še zelo, zelo slab podajalec, slabo vidi, če kdo uteka. Danes po tekmi je sicer rekel, da se počasi navaja, kje LeBron rad dobi žogo, ko utekava, ko vidi recimo, da Aytona pokriva nekdo preveč dobro in bi se mogel Ayton rešiti žoge, ampak Ayton teh utekavanj enostavno ne vidi. On ima čez celo sezono pri skoraj 10 metih iz igre manj kot eno podajo, ima pa 1,8 izgubljene žoge, torej skoraj 2 izgubljene žoge, in to je za enega centra oziroma za kateregakoli igralca, ki želi imeti toliko žoge v rokah in toliko metov, to zelo, zelo slabo razmerje. In normalno tudi zato Lakersi ne grejo toliko k njemu, čeprav ker se je začel preteževati, je zdaj dobil malo več metov in ene 3 do 4 napade Lakersi porabijo samo zato, da mu spustijo žogo. Večkrat ko ne, je slabo postavljen, tako da se težko reši svojega obrambnega, ki ga potem zlahka zaustavi, kajti največji problem, daleč največji problem Aytona je to, da se izogiba fizični igri. In zato ima tudi zelo, zelo malo prostih metov, kar je še ena stvar, zelo, zelo velika stvar, ki bi jo pričakovali od enega igralca, ki je fizično tako obdarjen kot Ayton. Res je dejansko najmočnejši in najvišji na igrišču, ampak tega praktično nikoli ne izkorišča, ker ne gre v igralca, ampak meče čez njega, poskusi iti okoli njega, zaradi slabe centrske tehnike tega ne zna. In posledica je, da ima ob 9 prostih metih, 9 metih iz igre, manj kot 2 prosta meta na tekmo, kar je za takega igralca spet potencialno zelo dobrega igralca precej slabo. In zdaj še za tiste, o katerih smo se pogovarjali, da bi rajši imeli Gafforda, Livelyja, Aytona. Če preverjamo statistiko na 36 minut, to je torej uravnilovka, ki nam pove, kako učinkovit je igralec, če bi se primerjal z drugim igralcem in igral isto minut kot on, lahko vzamemo to sezono Aytona, ko igra 29 tekem je odigral, in sezono Dereka Livelyja, ko je igral kot rookie, torej njegovo prvo leto v igri, v ligi. Ima manj metov, ampak je bolj natančen pri njih, ima praktično enako skokov, 3 pike manj sicer, ampak ima več podaj, več blokad, več ukradenih žog. Praktično, mislim, če bi Ayton v 7. sezoni se primerjal z Livelyjem v prvi sezoni, bi vsaj po statistiki sodeč vzeli Livelyja 10-krat od 10-krat. Poleg tega pa je eno od najbolj takih živcirajočih zadev pri Aytonu to, da
on ne postavlja bloka zato, da bi ball handler dobil prosto pot do koša in da bi potem onigrali pick and roll. On pick and roll ne igra rad, zato ker se izogiba kontaktu, rajši igra pick and pop, torej se postavi nekje okoli, po odvajanju od bloka se postavi nekje okoli prostega meta in čaka na podajo igralca, torej ball handlerja. Ponavadi je v tem najboljši z Reevesom in z LeBronom, z Luko niti ne toliko, ker Luka rajši podaja nekomu, ko se dejansko odvaja pod koš. Ampak danes recimo, ko je parkrat delal blok LeBronu, je LeBron želel iti mimo, ampak ni mogel, zato ker se je Ayton enostavno prehitro odvajal, ker je želel on odigrati 1-1 pod košem. Parkrat mu je naredil blok, LeBron ni mogel iti mimo, Ayton se je postavil pod koš, čakal žogo, žoga ni dobil, zato ker se ne zna dovolj dobro zagraditi in akcija je šla po zlu. Mislim, takšne stvari, ko gledaš in potem, ko poslušaš nekoga, ja, saj ima samo 8 milijonov, saj za to statistiko je dober. Ampak potem pa pride Hayes notri pa dela vse tisto, kar Ayton ne dela, pa ne zato, ker Ayton tega ne zna, ampak Ayton enostavno tega noče početi. Zato, ker on hoče početi samo tisto, v čemer je dober in ne bo se trudil za odvajanje pod koš, s katerim tudi naredi dosti prostora, ne bo se trudil za dobro postavljanje blokov. In jaz po pravici povedano bi rajši videl Hayesa v prvi postavi in Vanderbilta kot small ball centra, če bi se recimo že rešili Aytona v kakšnem tradu. Zdaj je, kar je, Ayton bo odigral v prvi postavi seveda do konca, ampak sezone, ampak jaz mislim, da ga Lakersi ne bodo podaljšali, ravno zato, zaradi vseh teh težav, ki sem jih opisal. In tisti, ki ste gledali tekmo, ste tudi videli, da po enem prostem metu je Ayton zelo tako zaspano želel zagraditi enega igralca, da ne bi dobil skok, ampak ker je v bistvu tako leno vse skupaj spadlo, je ta igralec dejansko dobil skok, nasprotni seveda podal drugemu soigralcu, ki je utekal in dal koš. In po temu ga je Redick takoj dal na klop, enostavno zato, ker mu je hotel povedati, da tako ne more igrati, da se mora truditi vsako sekundo na parketu. In igralec, ki je na začetku sezone govoril, da je končno uvidel, kaj mora delati z ekipo in da ni važno, koliko žog dobi, on se bo boril in delal vse, kar od njega rabi ekipa, je na te obljube zdaj že počasi pozabil in se vrača nazaj v starega Aytona, kot ga poznam v bistvu že iz cele svoje kariere. Edino, kar se je res boril, je bilo takrat, ko je šel z Phoenix Sunsi do finala torej 1 leto pred tem, ko jih je potem Luka izločil v tisti znameniti seriji na 7 tekem. In to je dejansko edini njegov highlight kariere. In jaz mislim, da Ayton ne bo mogel igrati nobene znatne vloge v Lakersih, niti to sezono, niti na naslednji sezoni. Mislim, da je to njegova prva in zadnja sezona z Lakersi. Kar je velika škoda, ker je igralec izredno nadarjen, fizično res nadarjen. Ampak kaj češ, enako je bilo s Hassanom Whitesideom, enako je bilo z en kup igralci, ki niso hoteli igrati tako, kot je želela to od njih ekipa in zato so potem izpadli z rotacije, so jih tradali in tako naprej. Evo, to o Aytonu. Na hitro pogledam, če že kdo dal kakšne komentarje, ne, okej. Nič, gremo naprej. Hotel sem samo še nekaj povedati o Oklahomi, ne vem, če ste videli, ampak po tistem, ko je Finch, trener, mislim, da je Minnesote, trener, ki jih je dobesedno napizdil pred vsemi sodniki, kako igrajo obrambo in rekel, da ves čas favlirajo, od takrat naprej imajo rezultat 6-6 in niso več ekipa, ki izgledajo, kot da bojo popravili tisti rekord Golden Statea na koncu 73-9. Kaj se je zgodilo z Oklahomo v tem času in zakaj so toliko padli? Enostavno zato, ker
Ni to sicer glavni razlog, ampak nasprotniki so jih pogruntali. Prvo kot prvo, njihov glavni in edini motor je seveda Shai Gilgeous-Alexander in naučili so se ga nasprotniki pokrivati tako, da ne meče več toliko prostih metov, seveda tudi sodniki ne dosojejo čisto vsakega kontakta, ki ga on sam kreira. Nasprotniki držijo Gilgeous-Alexandra tako, da ga trdo držijo, tako kot na drugi strani Shaijevi soigralci držijo svoje nasprotnike do meta, pri metu pa dajo roke nazaj, da pokažejo sodnikom, da se ga ne dotikajo, ne skačejo v njegov plac do skoka, ki je lahko ponavadi tudi favl. In Shai Gilgeous-Alexander v bistvu ne more več kreirati toliko kontakta, kot ga je navajen, še posebej pri šutu ne, in zato dobiva manj prostih metov. Slab niz, razlog za slab niz je tudi v malce slabšem metu za tri Oklahome v zadnjem času, ampak Oklahoma je bila vedno tako zgrajena, da je odvisna od trojk in odvisna od ukradenih žog, s katerimi pride do tranzicije. Pri tranziciji je seveda najmočnejša v ligi in tako dosega točke. Zdaj tranzicije ni več toliko, zato ker so se nasprotniki naučili, kako igrati proti njim in se izogibati preveč kontakta z njihovimi najboljšimi obrambnimi igralci in hitro podajajo žogo. Mislim, da so trend začeli San Antonio Spurs, ki so dvakrat zapored zmagali proti njim, potem pa so izgubili tudi proti Phoenixu, nazadnje celo proti Hornetsom. In tule je zdaj počasi prihaja na plano recept, kako jih zmagati. Je pa tudi res, da njihov prvi center ne igra, ki so ga drago plačali, zato da pobira čim več skokov in torej najslabša ta šibka točka, največja šibka točka je skok, zato so jih tudi zmagali Dallas pred 2 leti v playoffih. In povsod, kjer so izgubili tekme, so izgubili tudi skok in to je pač to so 3 razlogi, zakaj oni zdaj počasi izgubljajo, in všeč mi je, da niso več tako nepremagljivi in da jim sodniki ne dopuščajo več takšne igre, predvsem pa ne toliko izsiljevanja favlov s strani SGA, in da imamo malce bolj kompetitivno ligo. Evo, to je vse od mene za danes. Upal sem, da se mi bo pridružil še Matej, ki je zdaj prišel nazaj, ampak očitno se bomo skupaj slišali jutri. Tisti, ki nas poslušate na YouTubu, lepo prosim za kakšen like in subscribe, to nam zelo pomaga pri drugih poslušalcih, ki potem hitreje vidijo naš video. Hvala vam vsem, ki ste poslušali to moje rembljanje jutranje, sicer solo, ampak včasih ne gre drugače. Sem upal, da bo prišel še kakšen komentar, ampak mogoče pa bomo na YouTubu kaj pokremljali v komentarjih. Hvala še enkrat vsem za poslušanje, se slišimo jutri. Adijo.